Prenovljeni Mercedes C je nekaj, od česar bi se pogosto lahko učili naši gradbeniki. Če je nekaj res dobro narejeno že na začetku, popravki skoraj da niso potrebni. V mislih imam predvsem flikanje cest in popravljanje fasad že po nekaj letih. No, C je po 4 letih doletela prenova, ki pa je komaj opazna. Seveda, nove so luči, pa oba odbijača, pa ta diamantna maska, ampak se bo treba res potruditi, da boste te spremembe dejansko opazili. Še vedno se mi zdi eden najlepših v segmentu, zlasti s tem paketom AMG Line, tak frajerski družinski karavan je. Znotraj je sprememb več, ker so pač zasloni in infotainment v teh zadnjih letih močno napredovali, ne pa zaradi slabe osnove. Ta zaslon tukaj je sedaj bistveno večji, če boste zanj seveda doplačali. No in tile digitalni merilniki tukaj so tudi super, če boste zanj doplačali. Osnovna oprema ju seveda ne ponuja. Vse skupaj je zelo odzivno, ločljivost je dobra, ostali sklopi voznikovega prostora pa so praktično nespremenjeni. Še vedno je vse skupaj zelo uporabno, še vedno vse skupaj dobro izgleda in še vedno kakšna stvar zaškripa, če ne boste povsem nežni. Ja. Še vedno se zato strinjam, da je pred 2 letoma C upravičeno zmagal na našem testu Prima. Odlično izgleda, položaj tukaj je vrhunski, pelje se izjemno lepo, nadvse udoben je in hkrati sploh nimam pripomb pri hitrejši vožnji. Med temi programi je precejšnja razlika, zato v Sport Plus zelo suvereno zagrize v ovinek, pri čemer je tudi občutek na volanu zelo dober, v Comfort pa bo otroke hitro zazibal spanec. Celo prtljažnik je uporaben in prostoren, čeprav ga ne primerjajte recimo s tistima v za razred manjšem Golfu ali pa Octaviji, ker sta bolj oglata in bolj prostorna. Po neštetih testih različic 200D in 220D sem navdušen, da je v nosu tega benciner. Turbobencinski stroj pravzaprav z 1,5 litra prostornine in 135 kW moči. Ker je tole zraven še blago hibridne različica z 48-voltnim omrežjem, ima še 14 konjičkov več, skupaj jih tamle spodaj razgeta skoraj 200. Ne pričakujte norih pospeševanj, še manj pa atraktiven zvok motorja. Je v bistvu precej brezvezan in pospeševanja so zgolj povprečna, čeprav obenem nimam nikoli občutka, da je moči premalo. Je pa tole zame bistveno boljša kombinacija kot pa dizelska alternativa. Zakaj? Ker je motor miren in tih, hitro se ogreje, s tem 9-stopenjskim samodejnim menjalnikom odlično sodelujeta, na semaforih se skoraj neslišno vklaplja, motor skratka zelo dobro paše v ta avto, čeprav je poraba goriva vsaj 9 litrov, hitro tudi 10. In ker je po številu asistenčnih sistemov C sedaj na nivoju večjega S, še ena opazka. Načeloma me to ne moti, oziroma je celo fajn, da nekaj bdi nad mojo vožnjo, me pa moti, ko ob blagem zavoju tempomat na avtocesti po želji po večjem udobju ali pa varnosti brez potrebe nastavljeno hitrost 130 km/h zmanjša in potem ponovno poveča, ko tisti blagi zavoj prepeljem. Jaz sem tisti, ki vozi avto in zato me moti, da mi nekaj oziroma nekdo stalno zavira in pospešuje. Je kar tečno, sploh takrat, kadar za to ni nobene potrebe. Ta motor dejansko priporočam bolj od dizelskega in tudi poraba goriva ne vas ne skrbi, ker točno takšen C že itak stane 70 tisočakov. Nujno doplačate za tista 2 zaslona, mogoče še za paket AMG Line, za kakšno fino barvo, šele potem bo res zasijal. In drag bo.